To je Radio 1 podcast. Ja, v življenju se vsi kdaj znajdemo v kakšnem konfliktu, doma, v službi, v odnosih, nekaterih pometejo pod preprogo, drugi gremo z glavo skozi zid, tretji pa iščemo načine, kako iz napetosti narediti pogovor, iz spora rešitev in iz konflikta nekaj morda koristnega. No, z nocojšnjim gostom se bova pogovarjali o tem, zakaj konflikti niso nujno slaba stvar, kako jih lahko obrnemo v sebi prid in zakaj je komunikacija veščina, ki se je da učiti. O mediaciji, odnosih, jezi, stresu in tistem trenutku, ko bi ne raje utihnil, pa bi bilo veliko bolje, da spregovorimo. Ja, ponavadi imamo še željo, da bi v koga kaj vrgli. Torej, povej, kdo si in kaj počneš. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je... Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. Ja, lep pozdrav. Moje ime je Marko Iršič in sem mediator in trener mediatorov pri Zavodu Rakmo. Ok, zdaj pa na kratko, kako se človek odloči oziroma kdaj ve, da bo postal dober mediator, kako pride do tega, do te prelomnice v življenju? To je pa dobro vprašanje in ne vem, kako bi odgovoril, kdaj ve, da bo postal dober mediator. Jaz mislim, da je ključno, da si želi postati dober mediator in da vidi, da je to pomembno, se pravi, da vidi pomen ali pa vrednost v tem. In potem z razvijanjem veščina in z prakso postaješ vedno boljši. A ti si že kot mladostnik, kot otrok bil takšen tip človeka, da si konflikte reševal s pogovori, pa nekako... Da si glihal? Ne vem pravzaprav. Menda sem bil bolj tak vesel otrok, oziroma aktiven, tudi sem organiziral kakšne stvari okrog, ampak nisem se s konflikti prav posebej soočal. V resnici so me konflikti na nek način presenetili zasede. Se mislim, da nas vse preseneti zasede. To je pa tudi res, ja. Ampak to zato, ker jih premalo poznamo, pa premalo razumemo in potem, ker se znajdemo v sredi konflikta, rečemo, kaj se pa zdaj zgodilo. Čeprav bi lahko že prej predvideli, če bi bolj poznali te zakonitosti. In če štartamo kar na začetku, kaj je potem recimo pri konfliktu prva stvar, ki bi jo morali narediti prav, pa jo delamo narobe? Da se pogovor sploh zapelje v drugo smer, da ne gremo v prepir. Ja, to je spet dobro vprašanje. Prva stvar, kdaj prepoznati konflikt, no? Ja? Tako, prepoznati, da komunikacija ni več optimalna. To bi mogli najprej narediti. Potem pa odvisno od tega, ali smo v stanju takrat v sami situaciji razrešiti zadevo oziroma konstruktivno naprej komunicirati, ali vzeti pauzo, ali kratko pauzo, ali se dogovoriti za to. Ker pogosto je tako, da pride do konflikta, ker je vsak v takem ali pa drugačnem notranjem stanju. Mogoče je jezen, ta drug utrujen ali karkoli takega in se začne nek pogovor, ki zelo hitro eskalira in postane destruktiven. Seveda, ena velika težava je pa v tem, da vsak vidi krivdo v ta drugem. S ta drugim se ne da lepo pogovarjati. In to je ena velika ovira, velika tudi zmota. In če bi pa namesto tega rekli, kakšna je najna komunikacija, je konstruktivna ali ni, to bi se pa strinjala. A kdo je kriv, se ne bosta strinjala, ker je vedno ta drug. Ali se kakovostno pogovarjava, ali se poslušava, ali sva kolikor to umirjena, ali sva dobro namerna, oziroma komunikacija na tak način poteka, to bi pa lahko hitro se oba strinjala. In če bi ocenila, da ni, sprejmeta neko skupno odločitev glede tega, kako in kdaj nadaljevati. Ker meni se zdi, da ljudje jemljemo za konflikt samo neko kreganje, ampak konflikt je lahko tudi tišina, ne? Te so še bolj strupeni. Ker dokler se še ljudje kregajo, je še... Je pogovor, je komunikacija. Ja, mislim, je taka bolj burna, Zdaj, ampak ko pa utihnejo, ko se nehajo pogovarjati, ko obupajo drug na drugim, ali pa eden na drugim, pa ga ignorira, to še po svoje še bolj boli, pa še bolj zastrupla odnose. Marko, če se ne motim, si pred kakšnimi 15 leti v enem od intervjujev povedal, da je mediacija veščina prihodnosti. A je ta prihodnost zdaj? Ni še, nažalost. Ni še. Postaja počas vedno več ljudi, vidim, da se za to zanima oziroma želi te veščine pridobiti, ampak ni še tako razširjeno, da bi jo vsi poznali, da bi bila nek default, kadar konfliktov ne znamo sami razrešiti. Ampak gremo čisto na začetek. Lahko se da razložiti na kratko ljudem, kaj sploh je mediacija? Ja,
To je pa dobro vprašanje, tudi ni tako enostavno, zaradi tega, ker če človek ne pozna nečesa, je težko razložiti, a ne, Okay. Ampak najbolj na hitro rečeno je mediacija pomoč pri tem, se pravi pomoč tretje nevtralne osebe pri tem, da razrešijo nek konflikt, kakršen je, tak ali pa drugačen. Ne? Zdaj, druga opredelitev mediacije je pomoč pri konstruktivnem pogovoru. Ne? Tukaj je tudi treba reči, da imamo različne modele mediacije, ne? Različne tipe ali pa vrste in nekateri so bolj fokusirani na to, da dosežejo neko poravnavo, to se bolj na sodiščih uporablja, ne? Ker je nek pravni spor ali pa bolj vsebinska vprašanja, ne? Pa mediator lahko tu vsebinsko pomaga. Pol so pa drugi primeri, kot tak način tudi mediacija ne gre. Ampak globje. Morate biti za mediacijo vedno obe strani? Ali lahko ena štarta, pa se druga priključi? Lahko, več možnosti je. A ne? Seveda je idealno, če ste obe strani že vnaprej za to in se same dogovorite za mediacijo. In potem samo določimo termin in pridete skupaj. Ne? Možno je tudi, da ena stran da pobudo za mediacijo, pa drugo stran mi povabimo. In potem ponavadi dajo soglasje, ker hec je tudi to. Vsak trdi, da se je vedno pripravljen pogovarjati. Seveda, mi smo tisti, ki smo za to, ne? Da bomo nekaj naredili korak naprej. Ne? Ja, sam sta drugo stranjo se ne da. Ne? In čas ga vpraša, kako vam je pa uspelo to, da ste ga dobili, da je bil pripravljen. Neč, samo povabil sem, torej vprašal, povabil in se večinoma ljudje tako strinjajo. Včasih imajo še kakšno vprašanje, Zelo redko, da niso za to. Torej, obe strani se strinjajo, začne se mediacija, pridete skoraj do konca in potem pride do telefonskega prisluha in še vedno nimamo meje določene med Hrvaško in Slovenijo. To je bila arbitraža. Ja, ampak je to tudi del mediacije? Tam... Niti ne. Ni. Arbitraža je drugačen postopek kot mediacija in pri arbitraži arbitr ali pa arbitražni senat odločijo o sporu. Medtem ko pri mediaciji se dogovorijo. Če se dogovorijo. Ja. Se dogovorita stranki, ki tako, mediator samo poskrbi za to, da se stranki pogovarjata, da se slišite, da se poslušata, da ne zlivate jeza eno na drugo. Tudi na nek način. Postavlja lahko kakšno relevantno vprašanje, tako, s katerimi še... V bistvu smerjaš, nekako vodiš pogovor. Tako, da je čim bolj konstruktiven in da pridete do optimalnega izida. Ok, eno tehtno vprašanje. A se dostikrat skregajo že pri štartu mediacije zato, ker nekdo hoče imeti pogovor na svojem terenu, v svojem stanovanju, drugi v svojem stanovanju, da ima mogoče neko psihološko prednost, ali potem ti določiš nek kafič ali sejno sobo? Ne, ja, to se zelo redko zgodi, oziroma pravzaprav se ne spomnim primera, da bi se tukaj zapletel, ker je kar tako, praviloma je mediacija kar v naših prostorih, na nevtralnem terenu. Ni običaj, da bi mediacijo izvajali doma. Razen, če govorimo o neformalni mediaciji, to je drugo, ampak to je pravzaprav nek pogovor, štarten. Recimo pri prijateljih, pa se prijatelja skregate ali pa imate različno mnenje, pa se lahko mediator vključi, oziroma pač pomagati se pogovarjati čez medije. To je pa drugače. Ampak sama formalna mediacija poteka načeloma na nevtralnem terenu, oziroma v prostorih mediatorja, ki ima na razpolago še posebej družinska. Medtem, ko recimo mediacija v podjetju, pa v prostorih podjetja, se pravi podjetje določeno pisarno, spet je pomembno, da je nevtralna, da ni zdaj pisarna od enega ali pa od drugega, ker to bi že spet vplivalo. A se mediacija snema? Ne, praviloma ne. Se ne snema. Ker je tudi mediacija tudi zaupna. Vse, kar se reče na mediaciji, zagotovo za mediatorja. Mediator ne sme to nekje razkrivati, niti tega, kdo je bil na mediaciji. Tako da se tudi ne snema. Izjemno bi se lahko snemali z izrecnim vnaprejšnjim soglasjem udeležencev, morda v izobraževalne namene ali pa s kakšnim drugim. Dobro. In preden nadaljujemo naprej, samo še na hitro. Koliko let se ukvarjaš zdaj s tem? Hmal bo že 30 let. 30 let. Ja. Kolikrat se je mediacija pri komu začela s flašo kratkih? Tega pa ne vem. Na sami mediaciji nikoli. Smo ljudje vedno problem, ali so vmes tudi kakšni zunanji dejavniki, ne vem, da nas sprovocira vreme, da zaradi tega, ker smo se zaleteli z avtom, potem nastane problem do soseda ali nečesa drugega. Ja, seveda, to so okoliščine, ki vplivajo, ampak še zmeraj je
preko človeka, ne? Se pravi, človek je v takem notranjem stanju, v stresu ali pač ga je strah. No, ampak opažaš skozi leta, da je vedno več stresa in da se te problemi širijo, množijo, kopičijo med ljudmi. Na nek način ja, na drug način so pa problemi vedno bili. In so tudi različni ljudje jih različno rešujejo, eni bolj uspešno, eni manj, sam so pa drugačni. Ne? Je pa res, da je recimo ta potrpežljivost je ena stvar, ki je mogoče v sodobnem času manj. Tudi zaradi tehnologije in tako naprej, ki je vse na klik, vse tisti trenutek lahko. In je mogoče potem ta veščina, ker to je veščina ali pa naravnanost, da ni vse takoj. Tako da mogoče tudi z tega vidika je kakšne stvari težje reševati ali pa se na drugačen način rešujejo ali pa ne rešujejo. Obstaja kakšen način, da sogovorniku povemo, da smo ga slišali, tudi če se z njim ne strinjamo? Ja, absolutno. In to je en pomemben vidik oziroma del mediacije oziroma tudi konstruktivnega reševanja konfliktov, če sami rešujejo. Okay, obstaja kakšen stavek, ki ga lahko svetuješ, da ga uporabljajo ljudje v pogovoru? Ne stavek, ampak da na kratko ponovimo bistvo sporočila sogovornika, da mu povemo nazaj, kaj smo slišali pa kaj smo razumeli. To ne pomeni, da se strinjamo s tem, ampak samo, da pokažemo, da smo slišali. Ker če tega ne naredimo, oziroma še posebej je to koristno takrat, ko nekdo ponavlja isto sporočilo. Takrat se ne počuti slišanega. In takrat je zagotovo dober, recimo lahko stavek kot uvodni stavek zgolj. Ja. Če dovoliš, da preverim, če sem te prav razumel. To je nastavek v bistvu. Ja. Pol pa moramo povedati, kako smo razumeli. To s tem nismo še nič naredili. Razumem. Ja. Zdaj, kakšni torej v konfliktni situaciji, tudi kakšni uporabljajo, ja, vas razumem, ali pa vas slišim, ali pa take izraze, ker ni optimalno. Zakaj ne? Zato, ker, če rečemo, ne govorim zdaj o takem mirnem, razumljivem pogovoru, tam ne rabimo ponoviti, kaj smo slišali, zato da so govornik... Govorimo, ko so čustva segreta, napeto se skupaj. Ko je bolj napeto, pa s tem, ko rečemo, ja, razumem, je tako, ker bi ga hotel utišati na nek način. Ok, razumem, nekaj govoriti. Čeprav ni to naš namen, hotel bi, recimo, dati sporočilo, da ja, se te slišam, ampak hec je v tem, da so govornik, če je razburjen, nima tega občutka, da smo ga razumeli. Zato pride tudi včasih, ja, me ne razumeš, ja, te razumem, ali pa me ne slišiš, ja, te slišam. Nič ne pomaga. Veliko bolj pomaga, če povemo, tole sem slišal, a je to. In potem reče ja, ali pa reče ne, pa poprav, ali pa dopolne. Zanimiva ta. Marko, kaj je najpogostejše jabolko spora, kje največkrat posreduješ? Se da narediti eno skupino težav, ki so najpogostejše, recimo pri normalnih osebah, in kje se in zakaj najbolj kregajo v podjetjih? Ja, v bistvu je povsod, bi lahko rekel, skupni imenovalec nesporazum oziroma pomanjkanje dovolj kakovostne komunikacije o stvarih, glede katerih imajo različna mnenja. In tako da, kar se pa tiče samih vsebin ali pa področji, je recimo, imam pravzaprav največ družinskih primerov, družinske mediacije, nažalost tudi tistih, ki se ločujejo, pa dobra stvar je ta, da se želijo sporazumno, dogovoriti, pa se ne znajo sami, ampak tudi take, ki želijo razrešiti konflikte v obstoječem odnosu, se pravi, se ne raziti, ampak ostati in še izboljšati odnos. Nekaj malega je v zadnjem času tudi tega, čemu rečemo komunikacijsko razvajanje. To pa je takrat, ko sploh še ni konflikta in želijo se konstruktivno pogovoriti o pomembnih temah in nočejo tvegati konflikta, oziroma ne želijo, da bi se zaostrili. Aha, torej vidijo, da je že neko seme, da bi znalo priti do težav? Ja, lahko, ali pa recimo en čez palec, pravilo je recimo teme ali pa pogovori, s katerimi odlašamo ali pa katerih se malo izogibamo. Včasih ali pa pogosto to počnemo zato, ker slutimo, da bi lahko se neoptimalno razvili, pa tega nočemo. To je tudi recimo en primer. Ja. Ker ti sem čustveni absorber. V bistvu absorbiraš čustva, jih ti premešaš in vržeš nazaj drugim in pokažeš, malo miri situacijo. Ja pa ne. Ne gre za to, da bi miril v smislu, da bi dušil, ampak da v bistvu prispevam k temu, da pride do boljšega razumevanja. In samega sebe in drugega. Ok, ko imaš tudi predavanje, imaš kakšne primere, ko ljudem poveš primere mediacij?
Ja, včasih kakšen primer ali pa kakšen del primera tudi uporabim, seveda ne smem veliko zaradi zaupnosti, tudi tukaj se pravi ne bi kaj konkretno o primeri govoril ravno za tega, ker čeprav bi bilo anonimno, pa ne bi povedal, za koga gre, ampak bi se lahko ljudje prepoznali, pa rekli, zdaj pa... Razumem, si izdal njihovo zaupanje. Ker so sploh tiste specifične stvari so zelo značilne, zelo osebne, lahko pa govorim take splošne, se pravi, kje se zatakne. In recimo, prav ta nesporazum, ko vsak govori, oziroma razmišlja na en način in drug na drug, in se ne razumeta drugega, in pride do torej, nesporazuma, potem pa se začne zapletati, potem pa pride do zaostrovanja, pa do projekcij, recimo en koncept v tej teoriji konflikta je tudi demonizacija. Demonizacija druge strani, se pravi, oziroma drugega, to pomeni posplošeno opisovanje v negativni luči druge strani. In to je značilnost konflikta, to je zanimivo. Ko sem jaz to prvič slišal, oziroma zvedel, so mi kar odprli oči. Ker mislimo, je tak. Ja ne, kadar se dobro razumemo, je fajn. Ja. Zakaj v konfliktu pa nenadoma nekdo postane slab? Ni logično. In to oba drugega vidita v slabi luči. In če razumemo, da je to zakonitost konflikta, potem lahko tudi hitrejš ukrepamo oziroma tudi ustrezno ravnamo. Torej, kaj je konflikt? Ja, logično vprašanje teme sledi. Ja, tukaj je veliko tudi različnih definicij, ampak recimo dve bi izpostavil. Eno je neoptimalno delovanje, zdaj odnosa, sistema, skupine, zaradi delne neusklajenosti med člani, med elementi, med osebami. Zdaj neusklajenost je lahko, najbolj pogosto se neusklajenost ciljev navaja, ampak lahko gre tudi za neusklajenost vrednot, navad, prepričanj, podatkov, znanj, informacij, čustvenega stanja, ritma, odnosa do drugih in tako naprej, cel kup. In velikrat so te prepletene, pa so prežete in jih niti ne prepoznamo. To je ena definicija, glede na vsebino, recimo, razhajanja in posledic. Druga pa je pravzaprav neoptimalna komunikacija ali pa motnja v optimalni ali pa konstruktivni komunikaciji. Ko kljub tem stvarem, ki sem jih prej omenil, bi se lahko lepo pogovarjali, poslušali drugega, ampak iz tazga pa drugačnega razloga pride do motnje in pride do te negativne spirale, ko se konflikt zaostruje in postane vedno bolj naporen in težek za oba. Ti si poročen? Sem. Imaš probleme doma? Vsak jih ima. Ja? Kako rešuješ to? Kovačeva kobila zmeraj bosta. Vedno boljš, ja. To bi lahko rekel. Ampak moram reči, da mi te veščine, te tehnike zelo prav pridejo. Tako da zmeri boljš, Super. In predvsem zmeri manj časa ostanem v stanju nemoči ali pa v negativno notranjem stanju. In poskušam slišati tudi tisto, kar včasih vem iz preteklosti, če rečem, mi je bilo grozno, me je prav bolel kaj, kar sem slišal. Zdaj sem se že navadil, da vsaj ne boli več, ampak hitrejš preklopam, skušam razumeti. Nisem še prišel do konca. Glede tega, ker to je... Imaš še čas. Doma je najtežji pravzaprav. Zato, ker je najbolj osebno, najbolj čustveno, ampak važno je, da se dela na tem, da gre v pravo smer, da dva ne demonetizirata drugega prej. A ti je že, da je žena rekla, nehaj te prijeme na meni izvajati? Zakaj treniraš na meni? Ne spomnim se. Moram prav razmisliti, ampak ne prav velikrat. Torej, žena pri Markotu vedno bolj ostaja bosa samo v banji in v posteli. Marko, 3 kratke odgovore pričakujem. A vidiš, da imajo ljudje, ki pridejo v spore, tudi svoje težave, ki jih potem projecirajo na drugo stran in zaradi tega nastane problem? Ja in ne. Ja in ne, Torej imaš take in take ljudi, seveda, ne? Smo različni. Dobro. A se človek, ki je konflikten, lahko nauči, da to svojo strast umiri? Seveda. Kako? Z ozaveščanjem in z urjenjem ustreznih veščin. Torej, recimo, če pride do tvojega zavoda, bi lahko vi kaj naredili? Absolutno. A si imel že povratnike? Povratnike v smislu na medijaciji? Ja, recimo nekdo je bil zadovoljen s tabo in te je spor še enkrat nastal zaradi iste zadeve. Ne, to pa ne. Nikoli? Ne, so pa pridejo kakšni nazaj čez čas z situacijo, ki se je
kasneje odvila, ali pa če se vmes prekinila, pa pridejo nazaj. Ampak tudi teh ni veliko. Večinoma je kar, ko se zadeva zaokroži, tista zadeva, tista najbolj pereča, zaokrožena in rešena, obkljukana. Ja, tako. Kako kot mediator ostaneš neutralen? Človeški naravi je, da vedno se nekam nagnemo na levo ali pa na desno. Ne? Za nekoga začnemo navijati, ne? Ja, podzavestno. Ja, v bistvu, ja pa ne. Ampak to je ena veščina, ki se jo mora mediator naučiti oziroma navaditi iz urt. Okay. Na mizo mi pride tako, kot vožnja s kolesom. Kako narediš, da ne padeš na eno ali pa na drugo stran. Tako da voziš naprej. Zdaj pri mediaciji, to je samo kratka metafora, ampak pri mediaciji je pa zdaj ključ v tem, da moraš svoje mnenje odložiti in to je na začetku usposabljanja za mediatorje kar izziv. Ravno zato, ker smo navajeni se opredeliti, imeti mnenje ali pa iz svojih izkušenj črpamo in tako naprej. Potem se pa človek nauči, da skuša razumeti vsakega na tak način, kot on to razume. In začneš videti, da ima vsak na svoj način prav in pravzaprav in raziskuješ to, kako, kje se ne razumeta, kje vsak različno govorita, vsak smiselno in kje ne gre skupaj. Torej iščeš neko skupno pot. Ja, na koncu pol pride do skupne poti, ko tudi one dva to vsaj do neke mere zagledata drug pri drugem, da se da drugega razumeti na drugačen način. A je izziv zate, če ne uspeš streti oreha, ali je večje zadovoljstvo, če prej zadevo rešiš? Torej, kaj ti je tebi bolj zadovoljstvo? Če hitro rešiš mediacijo ali če se zadeva poglobljuje in rečeš, evo, tukaj bom pa dal še več od sebe in mi bo uspelo? Pravzaprav je vsak od teh primerov, pa vsaka stran je zanimiva. Čeprav takih, ki bi se prav zelo hitro rešili, ni, ker taki se sami rešijo, oziroma take primere ljudje rešijo sami. Tako da je najkrajše mediacije, ki so eno srečanje, recimo uro. Eno uro je bila najkrajša. Ena je bila pol ure, ker sta dva po nesreči prišla na mediacijo. Kako po nesreči? Po nesreči, ker sta bila že vse zmenjena. Ampak sta mislila, da morata na mediacijo priti. Da nekdo še to poštemplja. Ja, nekako sta... Požegen sta prišla. Ker sta se hotela sporazumno dogovoriti. Ja. In pol sta prišla in pol sta rekla, sej so že vse zmenjena, Pa sem rekel, zakaj ste pa pol na mediacijo prišla? Ja, ker sem mislila, da morava. Pol sem pa rekel, če zdaj pa že klepa, dajmo pogledati, če ste res se že vse dogovorila. Pa smo šli čez tisto checklisto, pa se je pri enem vprašanju pojavilo, da to pa še nisva. Pa se lahko zdaj, kako se bo, In tako sta se še tisto zmenila, ampak zato, v bistvu ni bilo, če bi kdorkoli bi vprašal, bi se hitro zmenila. Ampak to je malo za hec, je bila najkrajša, drugače pa 1 uro ali pa uro, pa pol 2 ure, to je sem pa tja so tudi, da so eno srečanju razreši. Drugače je pa nekaj srečana, ponavadi, da se zadeva razreši. Si tudi direktor zavoda Rakmo. Kaj vse imate? Kaj vse ponujate? Ja, kot že omenjeno, ponujamo mediacijo, izobraževanje za mediatorje, pa tudi druge izobraževalne programe, obvladovanje stresa, obvladovanje jeze, obvladovanje konfliktov, in pa tudi izdajamo literaturo, se pravi nekaj knjig, nekaj smo jih prevedli, nekaj pa tudi avtorskih. Dobro, na kratko, je kakšen osnoven recept za obvladovanje jeze in stresa? Ja, osnoven recept za oboje to, da prevzamemo odgovornost za to, kar se nam dogaja. Če sem jaz jezen, da rečem, ok, jaz sem jezen in potem naprej. Zdaj, danes sem za hec šel prešteti, koliko je tehnik v knjigi obvladovanje jeze, koliko jih napisal, in jih je 70. 70 tehnik, kako obvladati jezo? 70 različnih tehnik, Wow. Razdeljenih v več sklopov, nekaj trivialnih, nekaj najbolj pomembne so ali pa najbolj globoke ali pa temeljite so te mentalne tehnike, temu srečam. Ja. Drugače so pa tudi trivialne tehnike ali pa fizične, recimo tudi uporabiti jezo za fizično delo ali pa za šport, ker jeza je energija. Seveda. In lahko jo uporabimo za koristno delo ali pa za šport. Lahko ali pa komunikacijske in tako naprej. Ampak to, da rečem, ok, pri meni je ta jeza, jaz hočem nekaj s tem narediti. Torej, če te prav razumem, ker to si me že naučil zdaj skozi današnji pogovor, če te prav razumem,
je glavna zadeva, da ne krivimo nekoga drugega ali pa vesolje ali pa ne vem kaj, ker mi odgovarjamo za to, kar počnemo. Jeza je naš odziv. Tudi stres. Je naš odziv. Je naš odziv. Vse skaj v bistvu iz nas. In potem se ta dve energiji srečata in če nista kompatibilni, nastane konflikt. Ja, tudi recimo eden izmed poti. Vsekakor. In pogosto je raven to, da krivimo nekoga drugega za našo jezo, se je sprožiti. Se je tukaj interakcija. To ne pomeni, da vse drugi delajo prav, pa smo sami mi problem, ker se jezimo. Jeza je tudi informacija, lahko tudi uporabno tako, kaj mi ta jeza sporoča. In je veliko različnih teh možnosti, kako s tem ravnati. Ampak to, če krivimo drugega, on pa nas, pol ne bomo nekamor prišli. Ja, smo v začaranem krogu. Še dva odgovora, in sicer poslušalka Alenka sprašuje, dajmo to na kratko probati rešiti, če se da. Pozdravljeni, kaj narediš, ko se v konfliktu že umiriš, druga stran pa se čez čas vedno znova vrača na isto temo in jo znova odpira? Ja, to so družinski problemi, klasični. Dobro vprašanje. Zdaj, težava je v tem, če se en umiri, kaj to točno pomeni, ampak recimo, da odloži konflikt, da se pomiri in tako naprej, drug se pa vrača na to temo. Kaj to pomeni? To pomeni, da za tega drugega konflikt še ni razrešen. In je zelo priporočljivo, da še bolj poglobljeno prisluhnemo oziroma ga skušamo razumeti. Zakaj to poudarjam? Prevečkrat se konfliktov ne razreši, ampak se jih kar odloži, pa se reče, ok, pustimo to ali karkoli tazga, ok, jaz sebe potem pomirim oziroma se zagoleram, drug je pa še v stiski. In s tem, ko se vrača nazaj, očitno kaže, da za njega konflikt ni razrešen. Se pravi, da smo premalo temeljito zadevo rešili. Če damo to v prakso, če žena, ne vem, vsako leto hoče polico nekje imeti in ti rečeš bom, dajte narediti to. Je rešitev, da narediš polico in pa rešena. Tako. Blaž piše, zdravo, kako se pogovarjati z nekom, ki na videz posluša, potem pa se nič ne spremeni in imaš občutek, da ga govoriš v prazno. Torej, druga oseba od prej omenjene oziroma kar smo povedali, ne? Ja, to je pa zdaj bolj zahtevno vprašanje, tudi mi malo manjka konteksta, ampak tudi tukaj bi bilo za raziskati, kako to, da se nič ne spremeni. Spet smo lahko pri preveč površinski komunikaciji oziroma preveč površinskem razreševanju, se pravi, če mi nekaj povemo, se nam zdi jasno in se zdi, če je bil drugi tiho ali pa se je zdel, da posluša, si mislimo, ok, to smo razrešili. Kar pa sploh ni nujno. Nimamo dokazov ali pa potrditve, da je drugi res sprejel ali pa se strinjal ali pa celo, ker če gre za vprašanje, da bi mogel drugi nekaj v vedenju spremeniti. Ali je to integriral v svoj način funkcioniranja oziroma sprejel odločitev, pa ne samo odločitev, ker tukaj je paleta različnih možnosti, ampak ena je tudi ta, da morda nas je celo slišal, ni nujno, ampak morda se je celo strinjal, tudi to ni nujno, ampak recimo, ampak še ni tega prevedel v delovanje, ker delujemo tudi pogosto na podlagi avtomatičnih oziroma samodejnih vzorcev, in pozabimo, oziroma sploh ne odreagiramo. Spet prepričanje in čustva, ali pa navade. Recimo so določene stvari, ki jih avtomatično delamo in sploh ne razmišljamo o tem. Pa nekdo reče, daj ti to pa to. Recimo ena taka zelo pogosta navada, ki se lahko tudi spremeni, je recimo pospravljanje čevljev ali pa preobuvanje ali karkoli takega. In če nekdo ni navajen, bo nekaj časa rabil, da ni nujno, da noče, ampak avtomatično pusti čevlje tam ali pa gre v čevljih noter, da spremeni vzorec. Pri bolj kompleksnih je pa še bolj zahtevno to spremeniti. Hvala lepa. Tako, danes smo odprli nekaj pomembnih tem od tega, zakaj konflikti niso nekaj, čemur se treba izogibati, do tega, kako jih lahko razumemo in obvladujemo na način, ki odnose gradi in ne ruši. Z nami je bil Marko Iršič, ki je zelo jasno pokazal, da dobra komunikacija ni stvar talenta, ampak zavestne odločitve in vaje in še enkrat vaje. Tako. Sva prav povedala, sva te dobro razumela. Zelo. Marko Iršič, hvala lepa še enkrat za obisk in vse dobro in uspešno tudi v prihajajočem letu 2026. Hvala, enako. To je Radio 1 podcast.